Gospod župan, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji županovega kabineta. Lep pozdrav tudi vam in pa spoštovanim gledalkam in gledalcem. Za začetek se dotakniva še enega projekta, kar se tiče vodovoda, in to je nadgradnja vodovoda Litija-Šmartno. Ja, ta projekt je eden izmed 3 projektov, ki jih je občina Litija prijavila za evropska kohezijska sredstva. No, zdaj smo s tem projektom prišli že tako daleč, da smo v začetku letošnjega leta pridobili še za 2 faze gradbeno dovoljenje, izbrali izvajalca del in tudi že pričeli z deli. Sicer so ta dela sovpadajo z ureditvijo vzporedne in pa celovite gospodarske infrastrukture v Kresnicah ob gradnji kanalizacije čistilne naprave, ampak poleg, se pravi, obnove vodovodnega sistema v Kresnicah, bo tam tudi zgrajena povezava čez reko Savo z vodovodnim sistemom Ribče-Hotič, tako da bomo tukaj še dodatno zaokrožili in se pravi povezali vodovodne javne sisteme v občini Litija, tudi na drugi strani reke Save, s tem zagotovili večjo preskrbo. V Litiji pa je prav tako predvidena dodatna ureditev črpališča ob Ljubljanski cesti, sama povezava oziroma tlačni vod do vodohrama Svibno in pa zamenjava predvsem azbestnih še cevi, tistih, ki še so v mestu, se pravi, z tem projektom bo potem azbestnih cevi ne bo več v mestu, tako na Graški Dobravi, tukaj v centru Litije, kot se pravi tudi na Sitarjevcu, oziroma ob Sitarjevški cesti. Imate pa tudi že vse dokumente za gradnjo kanalizacije na stavbah. Ja, stavbe smo tako pridobili vso potrebno dokumentacijo, dobili tudi pozitivno mnenje od državno-tehnične pisarne, pridobili tudi že pozitivno mnenje Ministrstva za naravne vire in prostor, tako da smo lahko tudi izvedli javni razpis, izbrali izvajalca. Podjetje Trgograd bo izvajal ta dela in že v letošnjem poletju, se pravi v mesecu juniju, se pričnejo vsa potrebna gradbena dela za obnovo, ki je predvsem predmet popoplavne obnove. Tukaj se predvideva tudi zagotovitev sistema za prečrpavanje zaledne vode, hkrati pa se bo urejal tudi že se pravi ta potreben nasip ob reki Savi. Tako da naša ocena je, da bi lahko v letošnjem letu glavnino vseh del tudi že izvedli. Trenutno se v občini Litija devate kar velik poudarek na vodovod, kanalizacijo in podobno. Ja, zagotovo je to ena izmed ključnih infrastruktur, ki jih je potrebno urediti. Zdaj smo tudi že v zaključni fazi te popolnitve še tistih 6 krakov, ki jih je potrebno dopolniti za izgradnjo kanalizacije v mestu Litija. Tudi ta je eden izmed evropskih projektov in če bo vse po sreči, računamo, da v prihodnjem mesecu pridobimo gradbeno dovoljenje. V tem času pa bomo že tudi pristopili k izvedbi javnega naročila za samo, se pravi, izbiro izvajalca del in upajmo, da bomo lahko najkasneje tam v zaključku poletja tudi na tem segmentu že pričeli z samimi deli. Trenutno pa v Gabrovki poteka več projektov. Kateri in v katerih fazah? Ja, v Gabrovki je bilo v spomladanskih mesecih tam je bil investitor Direkcija za infrastrukturo, narejen 2 pomembne preplastitve državnih cest na relaciji Tiha Boj-Gabrovka, pa potem relacija
reka Javorski pil. Zdaj nadejamo si, da bi še 2 odseka v letošnjem letu prišlo do teh potrebnih preplastitev. Pripravlja se tudi modernizacija javne poti Laze-Gobnik. In pa seveda v zaključni fazi izbire izvajalca je tudi razpis za izgradnjo medgeneracijskega središča v samem centru Gabrovke. Tukaj si res želimo, da bi ta objekt na nek način, ki je tisti servisni ključni se pravi objekt, ki bo služil za funkcioniranje krajevnega središča, ob se pravi še knjižnici, ki je v neposredni bližini, pa seveda cerkve, šole in tako naprej, tako imenovanega vaškega krajevnega trga. Drugo je pa seveda potem še, se pravi, potrebna je infrastruktura, ki je pomembna še za ostale funkcije, to so pa ureditev določenih dodatnih parkirišč ob, se pravi, tej regionalni cesti, ki pa bodo predmet skupnega izvedbe in tudi financiranja tako občine kot tudi same krajevne skupnosti. Zdaj v Gabrovki je v letošnjem letu tudi pričel z poskusnim delovanjem obrat za, se pravi, lesni predelovalni obrat v prostorih bivšega Presoda, namenjen izdelavi briketov in seveda tudi biomase. Moram reči, da je v začetku obratovanja kar veliko pritožb krajanov. Mi smo na podlagi dogovorov, ki smo jih imeli z investitorjem že pred leti, ker je bil pogoj, da se namesti ustrezna merilna naprava, ki bo zagotavljala tudi sprotno preverjanje jakosti hrupa in prašnih delcev. Seveda do zdaj investitor tega ni izvedel. Zdaj mi pričakujemo, da bo to izvedel v najkrajšem možnem času. Če seveda tega ne bo, bo to na račun podjetja izvedla občina, ker želimo res, da imajo občani, tako kot smo se dogovorili, preden se je pridobilo tudi gradbeno dovoljenje za samo investicijo, možnost in seveda pravico pogleda, kakšna je res jakost hrupa oziroma prašnih delcev in ali so te še v mejah dovoljenih meja oziroma ali to presega in seveda bodo potem potrebni zagotovo za strani lastnika urediti določene dopolnitve, da se kvaliteta življenja ne bo bistveno, se pravi, okrnila. V prihodnjih dneh pa nas čaka otvoritev še enega projekta, težko pričakovanega, in sicer nogometnega igrišča. Sicer gre v tem trenutku gre za prvo fazo in predvsem je ključni poudarek na nogometnem igrišču. Namreč nogometno igrišče se je v tej prvi fazi ureditve prestavilo za približno 30 metrov bolj vzhodno od prvotnega, se pravi, prvotne lokacije. Seveda prestavitev pa je bila potrebna zaradi ureditve v nadaljnji, se pravi drugi fazi, katera bo pa nastopila zdajle v poletju, ker bomo že tudi šli v izbiro izvajalca tudi za izvedbo druge faze. Ta pa predvideva še ureditev atletske steze, 400-metrske okoli nogometnega igrišča, ureditev dodatnih tribun, dodatna razširitev ceste nad igriščem,
ter ureditev ustrezne razsvetljave celemu temu parku. Prva faza pa je zato potrebovala, se pravi, ureditev igrišča, sama statična ureditev, položitev umetne trave. Najprej pa je bilo potrebno urediti na južnem delu te lokacije ob železniški progi, približno 130 metrov dolg oporni zid, pa 3 metre visok, ki je predvsem dal možnost, da se bo na tej lokaciji potem tudi lahko umestila ne samo nogometno igrišče, tudi atletska steza, pa seveda še druge površine, tako za atletiko in ostale športe, ki bodo sledili še potem v tretji fazi, kjer pa se načrtuje ureditev in izgradnja še enega pomožnega objekta vzhodno od zdajšnjega glavnega nogometnega igrišča, se pravi med glavnim igriščem in pa pomožnim igriščem, ki je potem še vzhodneje, ki se bo pa delno pomaknil bolj zahodno proti zdajšnjemu igrišču. Tako da in potem naj bi v tistem delu imeli še približno 2 igrišča za, se pravi, rokomet, košarko, se pravi te športne ekipne tekme, ekipne panoge. Do kdaj je predviden čas, da boste to zaključili? Druga faza se načrtuje zaključek čez 1 leto, se pravi v 1 letu bi želeli, da se uredi druga faza. Mi si zelo želimo, da bi lahko zdaj, ker vsa ta dela, ki bodo zdaj potekala na nek način, saj v globalu ne bodo več toliko bistveno ovirala izvajanje tekem na glavnem nogometnem igrišču, ker je zelo velikega pomena. Sicer bodo določene tribune, postavitev, se pravi lokacij za 4 ključne reflektorje in tako naprej, ampak kljub vsemu to se vse da ustrezno zavarovati, je izven, se pravi, tega osrednjega nogometnega igrišča, tako da je bilo res zdajle pol leta tista največja motnja, ki je bila, da dejansko nogometaši ali tisti, ki niso mogli igrati doma, je pa zelo spodbudno, da so zelo dobro igrali. Ne glede, da niso imeli domačega terena in da so zdaj na dobri poti, da pridejo v 3. nogometno ligo. Pred nami je mesec junij in z njim prihaja tudi, lahko si upam trditi, eden izmed večjih otroških festivalov tukaj okrog, Tačkov festival. Kaj vse ponuja festival letos? Ja, tako kot vsako leto je to kar približno slab teden dolg festival, ki vključuje celo paleto aktivnosti. Začne se z 1. junijem in konča z 5. junijem, se pravi od ponedeljka do petka, se bo zvrstilo približno 8 dogodkov v mestu Litija, tako v knjižnici Litija, v kulturnem centru, v glasbeni šoli, na pasjem igrišču ob reki Savi, pa tukaj v samem mestu. To je dejansko že postal tradicionalen festival v spomin na našega res izjemnega Litijana Naceta Simončiča. In šole, otroci so si vzeli ta festival za svojega. Vabljeni na vse dogodke. V prihodnjem mesecu pa čaka praznovanje tudi občino. Kaj pripravljate ob občinskem prazniku? Ja, zelo veliko dogodkov je, moram reči, da letos jih je 53, nekateri so se že začeli odvijati že zdajle v tem mesecu, pa v juniju, nekateri se bodo zaključili čisto v začetku julija, tako da bo res živahno, pestro. Zelo me veseli, da je vsako leto izjemen nabor tako kulturnih
kot športnih dogodkov. Se sicer povečuje število in tudi kvaliteta, ker je zelo dobro in se mi zdi, da je to en odraz grejanja ene skupnosti. Sploh športnih dogodkov moram reči, da smo na začetku začeli recimo ob občinskem prazniku, smo imeli prvi tak športni dogodek, litijski tek. Zdaj je ob litijskem teku imamo kar 2 kolesarska dogodka, vzpon na Gevos, letos že drugič tudi štart zadnje etape, se pravi kolesarske dirke po Sloveniji 21. junija. Pa bili smo že priča v prejšnjem tednu teniškega turnirja Open Litija. In letos se vsem tem dogodkom pridružuje še šahovski turnir, ki bo kar močno zastopan. Spodbudo so dali Društvo upokojencev. Tako da bo res pestro na športnem dogodkih. No, mimogrede, prej smo že omenila tudi otvoritev, se pravi te prve faze na športnem parku Praproščeki je v sklopu teh dogodkov, pa seveda cela paleta kulturnih dogodkov in pa festivalov. Festival skupnosti je eden takih, ki vedno nas zelo poveže, letos res vabljeni 19. junija, popoldan v petek, tukaj v samo mestno jedro, kjer se bo res dogajalo cel popoldan in potem seveda tudi zvečer. Pestra ponudba lokalne skupnosti, bi rekel, v malem, kaj vse lahko se ponudi. Pa seveda tudi slavnostna akademija, mimogrede, je vedno na občinski praznik 16. ob 20. uri, tako da vabljeni na slavnostno akademijo in seveda na vse dogodke v občinskem prazniku. Že zdaj se pa moram zahvaliti vsem kreatorjem, občankam in občanom za ta trud, prispevek, ki ga vlagate v razvoj naše skupnosti in ki nas vse skupaj bogati. Gospod župan, najlepša hvala za vse te koristne informacije in se vidimo na vsaj enem od teh prihajajočih dogodkov. Hvala in seveda prisrčno vabljeni.